Thank you.
Slovenski król, največja je dobrota, saj zrasel je in žuljal in skrbi. Slovenski król, darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni. Svojo rumeno sošli občuduje, celina se dela divno bližeja, po mislih poliva pšeničnih potuje, ob krugu se sreče ustavljam doma, po ustih topi se prihela sredica, pred mano spet mami, ob krugu stoji, naležno jo gleda vsa naša družina. Prijazno nas bužajo njene oči. Slovenski król, največja je dobrota, saj zrasel je in žuljal in skrbi. Slovenski król, darilo zemlje sonca, nikjer na takšnega ni. Slovenski król, darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni. Nikjer na tujem takšnega ni.
ważna bije im serce. Besede dobre govorijo na slovenski materi. Vino mladi govorita, poslušamo nju in ona. Ljubezni so se nekaj, neki govori se znajo. La 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 la, zasnite pesmi. La 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 la, bomo srci zanimali. I samice czarne, i wiadro suka, na boju mego pojechalowi. Najlepszy je każdy, jeśli go masz. I prinese swy ślubi smeci, o klucz za siłę, syna na pracę. Nowa miło, za ten świt, słowiański król, najwyższa jest. Slovenski król darilo zemlje sonca i wierna króluje naszego dni. Živo je. A je že? Samo misli o njima, pšeničnih roduje, se sreće stavljam doma. Od postih topi se bila srebica, ne smeti u krugu stoji, valižno jo gleda, sanačka družina, jasno nas muža ljubine oči. Slovenski krug, največja je dobrota, saj zrasel je i šumijo Večkrat portati, kad se prljaki malo vidi, pozovite sajta. Prljaki smo umemni ljudje, del Slovenije. Jako pomagam. Evo, pomahajte. Šta je stigel? Slovenski krug, darilo zemlje sonca, nikjer na krug.
Stefanami tu. Stefanami. No, Stefana. Tam jest. No, kolega. Smelte mi tole.
Dajmo malo roke gor, dajmo malo pomahati. Start, ne mondam start. Verjetno. Verjetno. Minuta do začetka shoda. Upokojenke in upokojenci, delavci in kmetje, mladina in vsi prisotni tu na ograjenem trgu Republike v Ljubljani, pozdrav vsem pred redkimi TV ekrani, prisrčno pozdravljeni na 7. shodu upokojencev za višje pokojnine in naše pravice. Še posebej pozdravljam tudi naše rojake, Slovence v zamejstvu in vse brate in sestre, Slovence, razširjene in razseljene po svetu. Hvala vam, ker nam pomagate v boju za naše pravice. In kot sem obljubil na 2. shodu, bomo najprej tudi to pot začeli željami in to pot z glasno molitvijo. Oče naš, ali pa Amin ja Rabi, kakorkoli že, namenjene za rakave bolnike, moje sobrate, druge bolnike,
po bolnicah, vse starejše po domovih, osamljene in trpeče in jim sporočamo, če so vas oblastniki in lopovi, ki nam vladajo, pustili na cedilu, mi bomo volili tudi za vas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Sedaj pa, drage Slovenke in Slovenci, položimo roko na srce, slovensko srce in naši domovini, materi Sloveniji, zapojemo himno njeno čast. Veselo zdravico, bratječno, zapej. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov, slovenče matere. Brate vse, kar nas je, sinov, slovenče matere, slovenče matere. Živela si na rubriki krepej počaka, tako na sonce hodi, prepiri sveta pogleda. Vsak raklje so se pobeja, darojan, grozno vsak raklje so se pobeja, so se pobeja. Spoštovane gospe in gospodje, prijateljice in prijatelji, dolžan sem vam prebrati nekaj sporočil, to pot iz tujine. Bili smo v Bruslu, bili smo slišani, pozdravljajo nas najprej naši dragi zamejski avstrijski Korošci. Pišejo: dragi Pavel, dragi člani Društva Inštituta 1. oktober, spoštovani vsi, ki ste danes na trgu v Ljubljani. Od prvega shoda spremljamo vaša prizadevanja za boljše in pravičnejše pokojnine in boljše življenje vas, slovenskih upokojenk in upokojencev. Tudi mi smo ponosni na vaše dosedanje uspehe. Želimo vam, da se vaši vladajoči zgledujejo po avstrijskem sistemu, ki bi lahko bil povsem primerljiv in primeren tudi za vas, tako višina pokojnin, kot tudi življenje, ki ga uživamo tu v Avstriji. Danes pomagate tudi ljudem, ki so nastradali v poplavah. Izrekamo vam velik poklon, ker vemo, da tudi sami težko živite, pa vseeno pomagate drugim. Tudi koroški slovenski upokojenci se vam bomo pridružili v vaši akciji in pomagali po svojih močeh. Želimo vam veliko uspeha, vztrajnosti in mirno ter zdravo in dolgo življenje. Hvala vam, spoštovani koroški Slovenci.
Pozdrave so nam poslali tudi posamezniki iz Poljske, Bosne in Hercegovine, iz Srbije, Danske in Avstralije. Hvala vsem. So pa danes z nami tudi naši prijatelji iz Hrvaške. Pozdravljam delegacijo Združenja hrvaških upokojencev pod imenom Združenje Hočemo, gospod Dragico Trobentaš, Marijo Goletić, Zorana Mora in Damira Lujanca, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na našem protestu, humanitarnem delu. Nam je v čast, da ste prišli v Ljubljano, posebej pa smo veseli vaše podpore in sodelovanja z vami. Besedo predajam predsednice Hrvaškega združenja Dragici Trobentaš. Prosim. Poštovane kolege i kolegice, dragi prijatelji, hvala vam na pozivu na ovaj prosvjed kakve i mi organiziramo u Hrvatskoj, ali s puno manje uspjeha. Prije svega prenosimo dobre želje naših članova, većinom umirovljenika, da se što prije oporavite od razorne oluje koja vam je razorila domove. A oluja nije niti nas preskočila, a još se nismo ni oporavili od potresa koji nas je zadesio prije 3 godine. Još ima naših umirovljenika koji nemaju svoje domove. Pozdravljam vas u ime udruge i stranke Hoćemo pravedno, koja je u svom programu ostalo kao jednu od najvažnijih aktivnosti ima brigu za umirovljenike. A položaj umirovljenika u Hrvatskoj zaista je težak. U Hrvatskoj zadovoljni mogu biti samo oni umirovljenici s povlaštenim mirovinama. Naime, u bivšoj državi omjer radnika bio je 4,1, a danas je 3,1,3. Vrijednost drugog stupa smanjena u pandemiji i sada je dalje pada zbog nastavka inflacije. Onaj ko se nije pobrinuo da nešto stavi sa strane, teško će preživjeti. Živimo u vremenu apsurda, jer najbrže rastuće gospodarstvo u EU, kako se hrvatski političari vole baviti, ima milion siromašnih ljudi. Hrvatska nema vizije, odričemo se tradicije, a nemamo novi plan koji bi nadomjestio tradiciju. Milijun ljudi u Hrvatskoj preživljavaju s primanjima koji plešu na crkvi siromaštva. Rujansko usklađenje mirovina nije donijelo značajnu promjenu. 615.000 umirovljenika svejedno će imati mirovinu manju od 450 eura. Predizborno obećanje aktualne vlade od 60% mirovina udjelom u plaću prošli mjesec zaustavilo se na 37%. Neki dan u internetu se proširila tablica koja pokazuje koje se države najbolje odnose prema svojim umirovljenicima. Među prvih 40 su Island, Irska, Estonija, Mađarska, Litva, Latvija, Rusija, Kina, Grčka. Raduje nas je da je Slovenija na visokom 21. mjestu, a nas istodobno žalosti da na listi nema Hrvatska. Vaša borba daje rezultate. S nadom da će vaš prosvjed rezultirati boljim životima umirovljenika, pozdravljam vas s našim sloganom. Ustati, a ne odustati! Hvala, gospod Dragica, hvala vam za podporo in tudi vašo pomoč. Upam, da ste razumela, ne? Pa sej Dalmacija skoro naša. Spoštovane, danes to ni le protestni shod. Danes je to tudi humanitarni shod. Vem, da bo težko skenirati kode, ki jih imamo pripravljene na levi in na desni. Zbiramo denar za pravne stroje. Naj vam povem, da inštitut 1. oktober, kako že reči, fajtamo! Mi fajtamo, to se prav delamo, mi res delamo. Mi se ne lakiramo nohte.
Mi se ne posedamo po Maximarketu, tako da se dopolni januar, ampak se borimo. To pot se borimo, da nabavimo čim več pralnih strojev. Podelili jih bomo vsem tisti, ki so prišli oziroma ki so prizadeti na poplavljenih območjih. Ampak ne boste verjeli, danes so, dokler ni bilo avtobusa, peš prišli na shod ljudje iz poplavljenih Luč. Tu so naši upokojenci iz Črne na Koroškem, iz Komende, pozdravljeni, prijatelji! Pralne stroje bomo podelili preko županov, zato da nam slovenski veleumetniki v medijih ne bodo očitali, da je kdo kaj vzel. To se zdaj zna zgoditi, pri nam je svoboda. Zato bomo šli točno po pravilih, več o akciji bo povedal podpredsednik društva Andrej Peterle. Kip Jakoba Aljaža je unikatno umetniško delo kiparja Petra Abrama, ki ga je po naročilu in za obljubi izdelal leta 2018. 600 leto je bil posvečen na Tržiški farni cerkvi, kjer je stal do nedavnega. Takratni župan Tržiča, magister Borut Sajevic, je obljubil pomoč pri plačilu, vendar je takrat, ko je bil kip ustvarjen, svojo obljubo preklical. Vse do danes občina Tržič ni izpolnila svojega dolga. Zato je pobudni kip izročil kot darilo ljudski iniciativi Glas upokojencev in društvo Inštitutu 1. oktober, ki ga licitira. Denar bo inštitut porabil za nakup novih pralnih strojev, ki jih bomo s pomočjo županov v prizadetih občinah v ujmi letos podarili tamkajšnjim občanom, upokojencem, ki so ostali brez vsega. Trenutno smo zbrali že 17 novih pralnih strojev. In naj povem prvo, da smo pred tednom pralali upokojencem paru v Rečici odpadki, ki je v poplavi stal čist brez vsega. Veseli smo tega uspeha društva. Pokazali smo, da brez enega evra državne pomoči in nagrajevanja nevladnih organizacij se strani vlade in ministrstv naredimo mnogo več kot vsi tisti, ki jim delijo milijone. Zahvaljujemo se tudi tedniku Demokracija, ki je objavilo prošnjo za sodelovanje. Ostali mediji so nas ignorirali. Naj še povemo, da so solidarno ljudem pomagali člani našega društva. Nič toliko slikovnega materiala imamo, kjer nam sporočajo, da tudi z delom prispevajo ljudem za obnovo in njihov pogum nadaljevati življenja. Za razliko od drugih oseb in predstavnikov lažnih ljudskih iniciativ, raznih Jenunov in Kovačic, smo dokazali, kaj pomeni biti prava ljudska iniciativa. Veseli smo, da nam je velik Slovenec Jakob Aljaž tudi to pot pomagal zbirati denar. Zahvaljujemo se vsem ljudem, ki so nam pomagali in ki so pomagali drugim. Hvala tudi pobudniku te akcije za darilo tega kipa. Vemo, da bo prišel prave roke in se vrnil, kamor je bil namenjen in kjer mu je mesto.
v cerkev Marijinega Oznanjenja v Tržič, kjer je Jakub Maljaš prvič v slovenščini zapel božično pesem Sveta noč, ki je tudi sam prevedel. Hvala. Pomagajte, kakorkoli lahko, vem, da je težko. Sami ne živimo dobro, ampak vedno imamo toliko, da lahko še pomagamo drugim. Inštitutu 1. oktober in ljudski inicijativi Glas upokojencev se iz dneva v dan pridružuje več ljudi. A ne pridružujemo se samo tisti, ki najbolj rabimo pomoč. Pridružujejo se tudi ljudje, ki svojim znanjem, svojimi izkušnjami in svojim življenjem pomagajo tako pri oblikovanju zakonov kot naše poti. Vesel in ponosen sem, da se nam je pridružila tudi znanstvenica, pediatrinja in zdravnica, dr. Tina Bregant, ki jo prosim za besedo. Najlepša hvala. Vam moram povedati, da tudi, če se vas ne vidi na javni televiziji, se vas v Ljubljani presneto dobro sliši. Ko sem hodila od Tivolija sem, se je vaš glas slišal tako, kot se sliši ljovenje leva, nekaj kilometrov daleč. Zdravnica je odmevala. Hvala vam za to. Hvala. In ko upokojenci postanete braniki svobode, ko postanete vi braniki svobode izražanja, pravice do protesta pred parlamentom, kar nam poskušajo preprečiti z ograjami, ko me tamle gor gleda avto, ki stane več kot 17 pralnih strojev, ne vem, ali me gleda v posmeh, ali čemu. Takrat, ko se upokojencem ne dovoli slišati njihovega glasu na javni televiziji, ko nekateri predlagajo starejšim in trpečim dokončno rešitev, nespodobno evtanazijo kot rešitev pred trpljenjem. Ko edino starejši premorete zgodovinski spomin, ki prepozna v celofan zavito krajo, ki prepozna navidezno solidarnost, ko se vladar udeležuje banketov v svojih prej Titovih vilah kot monarh, in mu ljudje solidarno mečejo sletje v naročje, če pa ne, so obsojeni vsaj sovražnega govora, če ne že stekline. Ko edino starejši prepoznajo našim krajo, ker jo občutijo v svojih denarnicah in vidijo na položnicah, no najpozneje takrat je čas, da se protestom pridružimo tudi mlajši. Ta čas je zdaj. Ni lep čas. Jaz bi rajši imela kakšen drug čas, ampak ne moram izbirati. Lahko pa izberem svoj odgovor na ta izziv. Izziv, ki kaže, da bo jesen za nas vse težka. Ekonomsko nas čakajo zelo težki časi. Ne zato, ker bi bili ljudje, Slovenke in Slovenci nepridni. Ne, nismo pridni, ampak zato, ker z našim denarjem vladajoči ne znajo upravljati. In da, No,
Čas zahteva preizpraševanje lastnih vrednot. Kdo sem, v kaj verjamem, kako poimenujem laž in kako spoštujem ljudi starejše. In v družbi, kjer se ne spoštuje starosti in modrosti, kjer ni vrednot, je kot v kraljestvu, ki je opisano v slovenski ljudski pravljici Pšenička najlepši cvet. Tam je kralj ukazal, da morajo pomoriti vse stare ljudi, ki ne morejo več delati. Živel pa je sin, ki je imel svojega očeta nad vse rad. Ko so kraljevi svi preiskovali deželo, je sin skril svojega očeta na dvorišču pod velik čeber in mu skrivaj nosil hrano. Kralj tiste dežele pa je imel lepo hčer in želel si je, da bi se poročila z zares modrim človekom, pametnejšim, kot je bil on sam. Zato je zastavil 3 uganke. Kdor po prvi zagleda vzhajajoče sonce, bo rešil prvo, drugo uganko bo rešil, kdor bo prišel v nebo sne obud, in tretjo bo rešil ta, ki bo imel za svojim klobukom zataknjen najlepši cvet. Fant tukta, ne ve odgovorov, pa vpraša za nasvet očeta. Oče mu reče: dragi moj sin, vsi fanti bodo gledali proti vzhodu, kjer se vsako jutro pokaže sonce. Ti pa pokaži vzhodu hrbet. Obrni se na drugo stran in poglej proti najvišji gori. Ko bo sonce s prvim žarkom obsvetilo njen vrh, takrat zakliči: kralj, glej sonce. Za drugo uganko odprge podplate s čevlom, tako da boš ne bos in ne obut. In v tretje izberi najlepši cvet, pšenični klas. Sin naredi, kot mu je naročil oče, pri zadnji uganki je kralj že navdušen. Ali še kaj lepšega na svetu kot pogled na njivo zlate pšenice, ki valovi v vetru? In kaj diši bolj omantno kot hleb pšeničnega kruha, ki ga še toplega postavimo iz peči na mizo? Nobena vrtna cvetlica ne diši tako lepo. Skrbno sejte najlepši cvet, še skrbneje ga žanite. Pa vendar, odkud tebi toliko modrosti v tvojih letih, mladenič? Mladenice prestraši, kako naj odgovori? Vaše veličastvo, povedal bi vam, če se ne bi bal stroge kazni. Ne boj se, mu je prijazno rekel kralj. Mladenič pravi: ko ste ukazali, da moramo umoriti svoje starše, sem stopil pred svojega očeta in dejal: ljubi oče, vi ste mi poklonili življenje, me ljubeznivo hranili in vzgojili. V zahvalo pa naj vam jaz vzamem vaše življenje? Ne, moje srce tega ne bi preneslo, raje vidim, da me kaznujejo smrtjo. In na to je oče odgovoril: dragi moj sin, izteši čeber, povedi ga v kot na dvorišču, zadaj naredi odprtino in mi bo skrivaj prinašal hrane. Storil sem tako in do danes ohranil pri življenju mojega ljubega očeta. Kolikokrat mi je dal nasvetov, prav tako kot je tudi tokrat le on razvozal vse 3 uganke. Kralj je sprevidel, kako potrebne so nam modrost, izkušenost in znanje starejših, čeprav ne morejo več delati. In od takrat dalje je veljalo: vsak naj se do starih ljudi spoštljivo obnaša. Sinovi in hčere pa naj bodo svojim staršem hvaležni in naj skrbi zanje do poslednje ure življenja. Tako pravi naša slovenska ljudska pravljica. Kaj pa mi? V 21. stoletju, v letih izobilja in neslutenega razvoja, naši starostniki životarijo. Pod pretvezo lajšanja trpljenja jim nekateri kar z zakonom želijo predlagati usmrtitev, ker to je evtanazija. Kje je vrednota življenja? Kje je vrednota, da starost in modrost hodita z roko v roki? Kje je spoštovanje življenja, prednikov, vrednot? Žal mi je, da živim v družbi, kjer se morajo starejši boriti za pravice. Po drugi strani pa sem vesela, da živim v družbi, kjer starejši niste pozabili gorja enoumja, ki ni dovoljevalo razmišljanja drugače mislečih. Da imamo dovolj vitalne državljane, ki znajo jasno povedati, česa ne želijo in kaj zahtevajo, ker so plačevali 40 let od plače, da so sedaj brez osebnega zdravnika in vsak mesec jih je več.
Da lahko vsi, ki plačujemo na zdravstvene storitve, čakamo nedopustno dolgo. 1. avgusta je namreč predolgo čakalo na prvi pregled skoraj 80.000 ljudi oziroma skoraj 1.000 ljudi več kot mesec prej. Predolgo čakajoči. Čakalne dobe so vedno daljše, zdravniki vedno slabše dostopni, javni dolg raste, višajo se davki, BDP pada. Ne, vlada ni kriva za poplave, je pa izvoljena za to, da pomaga ljudem in ponudi rešitve, da modro in preudarno ravna v korist vseh ljudi v naši državi. Velike besede od lanskega aprila, od svobode do solidarnosti, ki votlo odmevajo, ker so prazne, brez pospremljenih dejanj, zahtevajo z naše strani osebno angažiranje, da zahtevamo storitve, da zahtevamo, ker smo plačevali več let in da zahtevamo, da vlada dela v korist državljank in državljanov Slovenije. Take punce rabimo. Zdaj pa malo premora od besed. Z nami je Rudi Šantl. Pozdravljeni, najprej sem zazveni za vse vas. Jaz pesmi rad si pojem, prepevam dan za dnem, povsod je v srcu mojem, napisal sem ljudem, z veseljem vam zapojem, to pesem na razglas, da glasba naj vas spremlja, vam dela kratek čas, naj pesem zazveni, zapojte z nami vsi, ta polka je za vas, vam dela kratek čas, kozarce dvignimo in si nazdravimo, zapojmo si v en glas, ta pesem je za vas. Pesem zdaj zapojte vsi skupaj na ves glas, plešite, ne postojte, saj kratek bo vam čas, vzemite v roke čaše, na zdravje spimo ga, se skupaj veselimo do jutra belega, naj pesem zazveni, zapojte z nami vsi, ta polka je za vas, vam dela kratek čas, kozarce dvignimo in si nazdravimo, zapojmo si v en glas, ta pesem je za vas, naj pesem zazveni, zapojte z nami vsi, ta polka je za vas, vam dela kratek čas, kozarce dvignimo in si nazdravimo, zapojmo si v en glas, ta pesem je za vas. Golube, Jankoviću, šta vam
nam pomožeš. Spoštovane, kdo lahko premaga Slovenca? Ga ni. Upam, da danes tudi košarkarji zmagajo. Spoštovane gospe in gospodje, na današnji shod sem že 6. neuspešno vabil milijonarko Natašo Pirc-Musar. Hraniteljico in ljubimko opic Urško Klakočar Zopančič. Kraljico, pravzaprav partnerja kraljice velikih podgan nutri, Roberta Goloba. Poleg tega pa še varuha človekovih pravic Petra Svetinov, sploh nisem vedel, da še obstaja, in predsednika Državnega sveta. Pred kratkim smo jim poslali pismo z novim apelom, da prisluhnejo težavam in agonijam 180 000 upokojencev, ki živite Gospa se ga je malo preveč napila. Nočemo provokacij in ne nasedajmo na nore ljudi. Ne nasedajmo na neprištevne, ne nasedajmo na provokacije. Tako kot nismo, ma jaz to sploh ne več bral, ne bom bral. Ponosen sem na vas. Nismo nasedli provokacijam Jankovića. Ne bomo popustili pred terorjem te vlade in Goloba. Danes so čakali, da odremo na tribune. Hvala vam, ker ste bili dostojanstveni in ker ste ostali Slovenci. Vsaka provokacija, če bi nanjo nasedla, bi pomenila gonjo zoper nas po vseh medijih, ki nas ignorirajo. V sredo smo imeli tudi tiskovno konferenco, 16 jih je bilo, razen Nove TV 24, ki sem jih hvaležen, ker prenaša tudi današnji shod. Radio Ognjišče demokracije, niti eden ni smel poročati o našem delu. Ni smel. Dvignili so telefone, vsi so delali, ok, ne bom, ker jim je neka baraba, ki jo tu ni, je pa zelo majhen, naročil, da ne smejo poročati o nas. Ja, se opravičujem. Majhen je po velikosti, baraba je pa velika. Do tega shoda je Radio Televizija Slovenija, ki je naš zavod, javni zavod, prenašal vse naše shode zato, da so jih lahko spremljali tudi ljudje po bolnicah, po domovih starostnikov, povsod smo bili videni. Apel je bil prepovedan, prepovedujemo vam prenose shodov upokojencev. Kot da ste mrtvi. Pa jim sporočimo, še kako smo živi, še kako smo živi. RTV, na zadnjem shodu smo se zbrali pred to hišo slovenske sramote.
Sprovocirati so nas želeli z napadom, nekim napadom na novinarko. Banda novinarska, ki je v RTV zasedla našo javno televizijo, je sama sebe blamirala. Shod je bil opuščen strani policije kot lažna prijava. Srame vas bo! In prav, navzlic temu, tej sramoti pozivamo vse vas, slovenske upokojenke in upokojenci, vse državljane Republike Slovenije, nehajmo plačevati RTV naročnino. Ne bojte se jih. Vsak mi za pol leta da položnice na stran, pa naj čaka. Prvi opomin ne bo nič, drugi opomin ne bo nič. Tih pred izložbo pa plačajmo. V pol leta ti nesposobneži sami sebe ne bodo mogli vzdržati in bomo jih prisilili pripah, propadli bodo. Naredimo to, Slovenci! Naredimo to! Oni niso sodišče, ne more priti do udora v vaše stanovanja, da pa gledali televizorje. Ne prijavljajte ničesar, ne elektronskih naprav, če želite odpovedati RTV naročnino. Najbolje pa je tako, kot sem rekel. Položim se na stran, pa čak po pol leta. Od njih ne bo ostalo niti cik-cak ne več. Drage upokojenki in upokojenci, hudirjev strah je ta večina tukaj. Hudirjev strah je ta moč, ki jo imamo. Zato so prepovedali poročanje v vseh medijih, ki jih plačujejo. Nisem smrkal cel magistrat. Mediji so blokirani za nas, ker so nas ocenili, da ni vredno poročati v našem delu. Tudi humanitarne akcije nam niso želeli pomagati. Sramota! Dragi mediji, sporočamo vam, prej ali slej bo prišel račun tudi za vas. Verjemite mi, nobena oblast ni večna, tudi ta, ki vas podkupuje, ni. In verjemite mi, bliža se dan sužnjev, bliža se dan upokojencev in mladih, ki jih terorizirate preko davkov. Končuje se vaše obdobje, vsak dan se bliži svojemu vzhodu. In dokler nas bo toliko, dokler sleheren izmed nas ne bo vsaj približno dobro živel, toliko časa Ljudska inicijativa Glas upokojencev in Društvo Inštitut 1. oktober ne bo nehal delati. Delali bomo! Februarja meseca smo tam v tisto hišo sramote, ki jo obvladujejo tajkuni in milijonarji in podkupljeni ljudje, vložili zakon za dvig pokojnin. Če bi takrat poslušali modrost nas starejših in pristopili nasproti nam, bi bil zakon sprejet. Danes bi imeli solidne pokojnine in ne bi bilo treba brati strašanskih pisem, ki jih pišejo upokojenci iz poplavljenih območij. Obupujejo, jokajo, ne vejo, kako naprej. Danes smo pripravili še en zakon. Ne bomo ga vložili preko zbiranja podpisov, ker se Klakočarjev tako ali tako dela norca tudi iz 10.000, ki ste šli na upravne enote podporo oddati našemu zakonu. Danes bomo vložili zakon za izredne dodatke k pokojninam. Za vse! Za vse! Bliža se zima. Napovedujejo drastično podražitev elektrike. Kaj bo s plinom? Kako bodo ti ljudje kupili drva?
kako bodo preživeli, kdo od teh milijonarjev, ki so na oblasti, ne vem, po volitvah očitno ne, z goljufijo, ne vem, kako si predstavljajo to preživeti. Tisti ljudje, ki to trpite in trpijo, vejo in vemo. Če je gospod Golob vabil svoje tako presneto sovražne pa sovražnike, podjetnike, ki jih ne mara na gala večerjo na Bled, zakaj je potem taka skrivnost, kaj ste tam jedli? Gospod Golob, vam mi povemo, kaj mi jemo. Danes zelje pa krompir, jutri krompir in zelje, tretji dan pa pograjemo, ker je ostal v prejšnjih 2 dni. Dovolj je tega. Dovolj je pošiljanja upokojencev iz trgovine trgovino, pa računate kot košarico, ki je to samo pravljica za otroke. Kakšna je draginja, mi vemo. Gospod predsednik vlade, če ne moraš preživeti 7 jurjev na mesec, prid k nam, bojo pokazati ljudje, kako se prebijajo iz dneva v dan. Kako je potem pošiljati te ljudi na vrtičke, po paradajz pa po solatu, zato da je košarica za njih cenena. Vi se pa mastite pa z našim denarjem, da nam rekel, bomte tam po vili Bled. Dost! Janković, to je slovenska zemlja. Tu smo doma Slovenci. Prej ali slej boš pospravil svoje balkanske finte, prej ali slej. Za vsega je pravica, vsak enkrat naleti na njo. Tudi Janković, tudi ti boš, verjemi. Edino stvar, ki jo od njega zares malo žlehc, grehno, ne znam, je izgradnja C0, ker zjutraj, ker sem na školki, razmišljam, koliko časa potuje moje do Ljubljane. In potem si mislim, bravo, vsako jutro ob kozarčku se boste spomnili na moje fekalije. Zato bi vam, Ljubljančani, uprite se. Tu gre samo za denar, za podkupnine, ne gre za drugega. Briga njega, kanalizacija in vse. Samo lasten žep. Mafija vedno prosperira samo takrat, kadar dobro sodeluje s policijo, tožilstvom, sodiščem in politiko. Zato vam uspeva, ne zaradi drugega. Mnogi provokatorji in tisti njihovi loliki, kako se imenujejo za Facebookom, ki nam pišejo, kako neprimerno je danes protestirati glede na to, da poteka sanacijo. Naj vsem razložim, naše pokojnine niti v 1 evru ne bodo zajedle sanacijski program. Imamo svoj budžet, imamo svoj bon fond, menda je vsak dan bolj poln, ker je vsak dan več zaposlenih, če to ni laž, in nič drugega ne zahtevamo kot tisto, kar nam pripada. Podprite zakon, ki ga bomo vložili te dni. Izredni dodatki majhnim pokojninam do 500 evrov prinašajo 500 evrov, nad 800, 400, na 1300 in tako naprej. Tisti ta bogati, imamo junija pa še malo pa nič. In to je pravica.
To je pravica. Naj zaključim. Protestiramo in še bomo protestirali, dokler nam ne bo ustreženo. Naslednji shod ne bo več tak, kot je ta. Tisti prijatelji, ki ste danes ostali doma, češ, da ne boste več peli Čebelic, da hočete akcijo, evo akcija. Oktobra meseca bomo po shodu ostali tu, na tem trgu, tu bomo spali, tu bomo živeli, tu bomo hodili na WC, tu bomo toliko časa, dokler golob ne pride k nam. Zato naslednjič seboj prinesite spalne vreče, kamping opremo, kohrčke, sanitarije bo Janković naredil. Tu bomo ostali, dokler nam ne bodo zvišali pokojnin, kot smo zahtevali. Pa če nas enega znosijo z tega, vsi se naupajo. Spoštovane gospe in gospodje, izredno sem hvaležen svoji ekipi, naši soprogam, ki nas podpirajo, našim sodelavkam, tu ste, tu so, našim fantom, strokovnjakom, odvetnikom, ustavnim sodnikom in vsem, ki so z nami. Hvaležen in ponosen sem, da smo se našli. Takole vam v čast. Pa moj pozvan vsem, ki ste tudi danes prišli na ta shod. Ta shod ni le borba za pokojnine. Ta shod je tudi naše slovensko srce. In v opomin, ta narod je v narodni noši in v usnjenih škornjah zbrcal nacistični škoren, fašistični škoren, škoren jugoslovanske ljudske mare in bo pohodil še kakšno opanko, če bo treba. Zahvaljujem se Nova TV24, Borisu Tomažiču. Rad bi se zahvalil kakšnemu levemu mediju. Jih ne razlikujemo, pokojnici smo eno. Ampak jih ni drugič. Zahvaljujem se slovenski policiji, fantom in dekletom. Dekletom in fantom. Danes so rekli, varovali bomo to ograjo, da ne bo kdo noter šel. Prej so prišli k meni, so rekli, ne bomo naredili ničesar. Zaupamo vam, vemo, da ste pokončni, da ste dostojanstveni, kulturni in vemo, da ste Slovenci tako kot mi. Bravo, slovenska policija! Hvala vsem vam še enkrat, drage moje čebelice, troti pa niso tukaj. Gremo Slovenijo, pokažimo jim, kaj je slovenska pesem.
Hvala zastave! Dihajte zastave slovenske! Ni treba mene v zvezde kovati, zvezde ste vi. Po zadnjih podatkih nas to pot ni več kot 11.000. Bravo! Bravo! Strahi naredite svoje in to hočo. To hočo. Naslednjič začetek je zmeraj hud. Zdaj smo začeli tako kot februarja. Pasta se novega leta. Gospe in gospodje, govoril sem o zakonu o izrednih, se pravi dodatkih k pokojninam. Predstavil ga bo drugi podpredsednik Igor Črnoga. Pravite. Kaj si velik, Pavel? Malo si jedu. Hvala za besedo. Jaz sem tip bolj tehnične narave, kot se zgleda. Zdaj, preden bom povedal nekaj o tem zakonu, vse bom na hitro, ne morem mimo tega, da se vprašam, kakšen človek mora biti to, da nam tu točno na tisti dan, brez potrebe, nastavlja take uvire. Take uvire, to može biti, to nima srca, kaj je to? Kaj je to za človek? Od kje je prši, se vprašam, od kje? Naj mu bo jasno nekaj. Ima veliko srečo, še enkrat povem, veliko srečo ima, da nas je danes nekaj manjšem številu, da ste lahko vsi tukaj lepo, komod, pred nami, da nas ni več
če bi zmanjkalo prostora, bi odnesli tribuno od njega vse skupaj usvetili. Verjami to, Janković, da bi se to zgodilo. Nobena policija, nobeni varnostnik ne bi pomagal. In ne bi rešil. Evo, jaz sem se spucal, ker me to fino jezi. Tu je postavil koridor, kot da smo živina, ko jih pelje skozi koridor na Klanje. Glejte, z une strani in s te strani. Dobro, jaz bom zdaj povedal nekaj okoli tega zakona, kateri smo ga pripravili, to je že naš drugi zakon v tem letu, kateri bo romal v državni zbor, tokrat ga bomo podali v zbor z pomočjo poslancev, poslanskih skupin, tako da vas ne bomo več mučili z podpisi. Zdaj, moramo vedeti nekaj, nam je jasno, da vlada se trudi pod navednicami, da se sprejema sedaj ta izredni zakon o sanaciji poplav in ujm, katere so bile sedaj v mestu Augustu v Sloveniji. Zato smo rekli, bomo tudi mi tukaj nekaj pripomogli in pripravili za naše najranljivejše skupine zakon, kateri bo vsaj malo malenkoštno ublažil finančno stanje, če že noče dvigniti penzij. Zdaj, ker tudi nima vlada med drugim ustreznega odgovora na draginjo, katera nas lovi vsaki dan in se ne ustavi in to raste, vsi to dobro vemo, vsi vidimo, je tukaj dejansko zdaj že ratal velik problem in verjamem, da vam bo to pomagalo, seveda, če bomo to speljali in naredili. Zakon je pripravljen tako, da naj bi vsem uživalcem pokojnin, kateri prejemajo penzijo do 500 evrov, naj bi dobili enkratni solidarnostni dodatek v višini 500 evrov. Vsi upokojenci, kateri prejemajo pokojnino od 501 cent do 700 evrov, naj bi dobili izreden dodatek v višini 430 evrov. Uživalce pokojnin, kateri prejemajo pokojnino od 701 cent pa do 800 evrov, naj se mu da, naj prejmejo 330 evrov solidarnostnega dodatka. Uživalce pokojnin od 801 cent pa do 1000 evrov, naj se izplača solidarnostni dodatek v višini 230 evrov in ostalim od 1001 cent pa do 1500 naj se izplača solidarnostni dodatek v višini 100 evrov. Boljše kot nič. To bogati nič, ja. Seveda, to bo deležen vsak upokojenec uživalec pokojnin z stalnim bivališčem v Republiki Slovenije, kateri prejema pokojnino. Seveda nismo pozabili niti na invalide in na vdove in vdovce. Vsi ti naj bi bili deležni tega dodatka. To naj se financira, pomoč naj se financira iz državnega proračuna, denar je, naj odprejo denarnico in naj to izplačajo. Zdaj, to sem povedal, kar sem hotel povedati po zakonu na kratko, bi pa rad nekaj povedal, da boste vedeli vi dejansko, da to ni zadnji predlog zakona, katerega pripravljamo. Ampak so pripravili še drugi zakoni. Naprimer, prvo imamo zahteva za popravek krivic vsem upokojencem, kateri so bili poslani v penzijo v januarju 2013 z odmernim odstotkom 57,25% na sedanjih 63% za nazaj recipročno. Zahtevali bomo takojšnjo odpravo krivičnega zakona državne kraje pokojnin upokojencem, kateri se ponovno vključujejo v delovni proces. Namreč dobro vemo,
da ko se upokojenec ponovno vključi v delovni proces in ponovno plačuje vse prispevke in davke na plačo, mu država ukrade 40 do 80% pokojnine, odvisno od tega, koliko časa dela. Imamo tukaj tudi vdovske in vdovske pokojnine, katere treba prevetriti. Zdaj bi povedal, da glede na to, da vas, trenutni diktatorji, lahko rečem, zapostavljajo, se ne odzivajo na naše predloge in zahteve in nas želijo utišati, celo izbrisati iz civilno-iniciativnega paketa, sporočamo, da če ne prej bodo vse te navedene zahteve in predlogi interventnih zakonov zagledale luč dneva takrat, ko nas boste vi poslali v parlament in v vlado. Takrat se bo spremenilo marsikaj. Obljubim. Zdaj, jaz bom to skrajšal, ker se to vse skupaj zavleklo. Zdaj, vemo vsi, da Slovenija drsi v model beloruske in Putinove diktature. To je čisto jasno. V bistvu levičarski fašizem, tako rečemo temu. In je že do vratu notri. Vladajo nam iz ozadja in ospredja, po moji oceni, psihopati, sociopati, kriminalci, narkokarteli in tako dalje. To je naša vladavina v naši državi. Ja. Tako, to bi bilo zaenkrat vse, kar sem hotel povedati, nisem upal, da nisem bil podolg. Hvala lepa. Tako da ena pesem za vse naše zlate mame. Mama, zapoj tisto pesem, ki pela si mi. Saj me spominja na čase, na vse tiste lepe dni. Družino si skupaj držala, v dobrem in slabem ves čas. Pobožan in nežno si znala, molila skrivaj si za nas. Naj ta pesem mami zveni, naj ta pesem te pomladi, naj te sreča spremlja vse dni. Draga mama, to si ti. Naj ta pesem mami zveni, naj ta pesem te pomladi, naj te sreča spremlja vse dni. Draga mama, to si ti. Mama, veš, nisem pozabil tvojih besed, ki sledi. Ko sem odhajal od doma, potihoma šepnila si. Vem, da življenje ni lahko, vem, da trpljenje greni. V sebi ga nosimo vedno, do konca svojih dni. Naj ta pesem mami zveni, naj ta pesem te pomladi, naj te sreča spremlja vse dni. Draga mama, to si ti. Naj ta pesem mami zveni, naj ta pesem te pomladi, naj te sreča spremlja vse dni. Draga mama, to si ti. A
čas si vedno imela, draga mama za nas, za vse si vedno skrbela, mama pozabljena ni. Naj ta pisem mami zveni, naj ta pisem te pomladi, naj te sreča spremlja vse dni. Draga mama, to si ti, draga mama, to si ti, draga mama, to si ti. Zdaj pa preden vam bom še jaz zapel pesem v spomin, mi dovolite, da vam zaželim, da ostanete zdravi, pokončni in vztrajni z nami v tej borbi, kjer pomagamo drug drugemu. Pomagamo tudi nesrečnim ljudem v stiski, ljudem na opustošenih področjih naše domovine. Ne delajmo razlik med ljudmi, bodimo do vseh dobri. Vsak naj se potrudi po svojih močeh. Ljudska iniciativa Glas upokojencev in društvo Inštitut 1. oktober bosta izpolnila svoje naloge. Naj sporočim še vsem na Koroškem in v Savinjski Saviški dolini. Mulj, ki vam ga je nanosila narava, shranite nazaj v izropane rudnike, tam je dovolj prostora. Če ne najdete rešitvo, vam bomo povedali mi upokojenci. Vidimo se zopet oktobra. Takrat spalne vreče, lepe pižamce, pa bomo tle. Zahvaljujem se v imenu vodstva društva vsem vam, ki ste prišli. Hvala vam iz srca. Hvala še enkrat dekletom in možem slovenske policije, redarjem in vsem sodelujočim. In hvala vam, dragi borci in prijatelji, podporniki, ki ste vsakič z nami, ki nam z vašo prisotnostjo in lepo besedo dajete pogum in izražate vaše zaupanje do nas. Vodili vas bomo in verjemite mi, uspeli bomo. Znovu pismijo prihajamo med vas, melodijo zaprije takrat je čas. To je naš spodok od roke stis, to je našega veselja bliz. Ni dan, pesem, ki prinaša dobro voljo dan, sam prijateljem ja podarim, to je pesem moja vam spomin.
pesek ti pozamljen na nevoljni dan, pesek ti prinaša dobrovoljno dan, sonji jašteljem jo podarim, to je pesem moja tam spomin. Ko pesem izbral sem posebej za vas, da vas spremlja ves čas, da vesel bo obraz, da pesem spominja na vedno na me, vsakomur naj pove, da ljubim vas. Srečno Slovenija, srečno upokojenke in upokojenci. Vse dobro. Protest je s tem zaključen.